Ime bolida Formule 1 je dokaj zapletena zadeva, kateremu ni vsakemu jasna, zakaj se določen bolid tako imenuje. Mnoge ekipe imajo sisteme, mnogi zamenjujejo te sisteme, mnogi jih menjajo tako pogosto, da o kakem sistemu sploh govoriti ne moremo. A je znak, da je ta konstruktor ustvaril tisti bolid in ga tudi poimenoval. Poznavanje teh osnov teh sistemov je pa bistveno v Formuli 1, vsaj zaradi dveh razlogov, katere bom pojasnil malce bolj naprej. Poglejmo si najprej, kakšne tipe imamo teh poimenovanj v Formuli 1. Sestavljeni so ponavadi iz kombinacije črk pa številk. Te črke so lahko marsikaj, od F kot formula pa do kratic ekipe, lastnika ekipe, ki ni nujno enak imenu ekipe, lahko je kak poklon ljubljeni osebi oziroma lahko celo pokrovitelju. Na to sledijo številke, ki lahko pomenijo spet marsikaj, od letnice, za kateri je bolid nastal, od zaporedne številke, lahko je v nekem drugem sistemu, ki pove celo lastnosti bolida. Vse to si bomo na grobo, na hitro pogledali. Prvi primer, kako so poimenovali bolide, je na primer tisti pri ekipi Lotus, bivši ekipi Lotus, kateri so imeli naraščajoče števila. Namreč oni so se ukvarjali z več zadevami hkrati. Formula 1, Formula 2, bolidi za Indianapolis ali cestnimi avtomobili. In projekti, po katerem so imenovali bolide, je bila tista številka, kot sem rekel, projekta, to se pravi, številka je zmerom naraščala z leti, niso bile pa zaporedne. Podobno je bilo na začetku pri McLarenu. Tudi oni so se ukvarjali z več zadevami, naprimer serijo Can-Am poleg Formule 1. In zato je logično, da na začetku je bil bolid Formule 1, naprimer M23, kateremu je sledil M26. Tista števila vmes so popolnili z drugimi projekti. Nato je prišel Ron Dennis, je prišla tisto obdobje MP4, poševnica zaporedna številka. Ta poševnica se je z leti spremenila v pomišljaj. Na koncu, ko je Ron Dennis odšel, je tista zadnja zaporedna številka ostala, se je štela naprej, ampak MP4 je zginil, nastal je MCL, pač sistem. Frank Williams ima še danes v svoji ekipi Williams svoj sistem poimenovanja, kateri je dokaj točen, naprimer F2V, Frank Williams in zaporedna številka. Zakaj sem rekel dokaj, kajti manjka ena. FV39 kot bolid ne obstaja. Zakaj? Ker točno v tistem letu, ko so praznovali 40. obletnico, je bil na vrsti 39, zato so ga izpustili, zato da bi lepše praznovali jubilej. Pač tudi to se zgodi. Imamo podoben sistem, smo videli pri ekipi Tyrrell. 001, 002, 003. Na začetku so bile to samo zaporedne številke šasi, ne modelov. Nato so te števila prevzeli modeli in tako je šlo do konca njihove zgodovine. Tudi tu z eno izjemo, katero bom omenil kasneje. Pri ekipi Bar, katera jih je prevzela, so na to verjetno njim v čast uporabili podoben sistem. Tista izjema pri Tyrrellu je bil šestkolesnik. Ta je bil izven shem kot edinstven bolid in je imel svojo šifro P34, Project 34. Žili že v svoji ekipi se je poklonil prijatelju Joeju Schlesserju, JS, in imel je samo liha števila, s tem, da je spustil 13, verjetno je mislil, da prinaša nesrečo. Eddie Jordan je imel dva sistema. Prvo takega simpatičnega, naprimer njegov prvi bolid je bil 191, nato mu je sledil 192, pa tako naprej. Nato je prevzel takega, ki je bil podoben tistemu Williamsu, EJ10, pa naprej. Mercedes in Renault imata tudi sistema poimenovanja bolidov, katera sta vezana na preteklost, a gledata tudi na sedanjost, to se pravi, imata nekaj korenine v preteklosti, a jim ne sledita dobesedno. V redu. Ferrari vsake 3-4 sezone kompletno zamenja sistem. Imamo sistem, ki je bil znan še pod Enzom, da so določeni bolidi imeli številko, katera je ponazarjala naprimer lastnosti tistega motorja, ki ga je imel. Nato smo imeli sistem z letnicami, nato so bile mešanice in tako naprej. Sedaj imamo recimo sistem, kateri obeležuje obletnice. Videli bomo, kaj prinaša prihodnost. A, kar je zagotovo, nimamo nekega zaporedja, kateri nam bi dal neko konstanco v tako dolgi zgodovini. Je pa nekaj res. Vsak bolid pri Ferrariju nosi zaporedno številko projekta in kolikor smo v dvomu, lahko rabimo to. A poglejmo, zakaj je poznavanje tega sistema
kako se imenujejo bolidi in točnosti imena bolida ključno. Naprimer, vsi poznamo določene bolide Formule 1, kot sem povedal že prej omenjen Tyrrell P34. A imamo tudi Brabham BT46B, tisti znani Brabham z vetrnico na koncu. No, ukolikor bi pozabili tisti B, bi govorili o čisto drugem bolidu, brez vetrnice. Seveda to ni tako pomembno, kot je pomembno nekaj drugega, poznavanje točnega sistema. Če nekdo omeni Ferrari 312, ki ga je vozil Niki Lauda, ni povedal nič oziroma se je zmotil. 312 je bila družina 312, 312B s podizpeljankami in 312T s podizpeljankami. Prav poznavanje, da je treba dodati tisti T in še kaj zdraven, je bistveno, ukolikor se mi navdušenci pogovarjamo med sabo o točno določenem modelu. Seveda, to ni tako bistveno, kot je zanimivo nekaj drugega. Ste kdaj opazili, kot sem že prej rekel, da manjkajo določene šasije, določene številke v tem zaporedju, v tem sistemu. Mnogokrat, tako kot pri primeru Williamsa, gre, da se je nekaj izpustilo nalašč, a mnogokrat za to izpuščeno številko je pozabljen skriven bolid. Poglejmo, poznamo Brabham BT47 in Brabham BT51, katerih nihče nikoli ni videl. A Brabham BT47 je naslednik tistega 46B z vetrnico, katerega baje obstajajo načrti in ga nihče ni videl. 51 je pa bolid s stalnim efektom, katerega je celo Bernie Ecclestone ukazal narediti, nato so spremenili pravila in jih je lastnoročno uničil. Pri Williamsu obstaja FV2V 07D in FV08C, za katere tudi nihče na progi Formule 1 ni videl nič, kajti bili so šestkolesniki. Ali 12B oziroma 15 in 15B, kateri so bili razvojni bolidi v tistem obdobju, ko so imeli tako prednost, da so lahko preizkušali ideje in motorje za naprej. A tudi pri Ferrariju, čeprav imajo, bom rekel, rahlo nekonvencionalen način poimenovanja bolidov, imamo to. Seveda, vsi ste slišali za Ferrari 126CK. No, po sistemu, ki sem ga povedal, tisti C pomeni kompresor. To se pravi, da je prisilno polnjen. Ne obstaja 126A pa B, da smo si na jasnem. Ampak zakaj K? Naslednik je bil C2, C3 pa tako naprej. Je logično, ker tisti K pomeni turbino KKK. To pomeni, da obstaja tudi CX z kompreks kompresorjem. Niste vedeli zanj? Tudi jaz ne, dokler nisem spoznal sistema in videl bolid, ki je bil samo na enem prostem treningu, dokler niso imeli težav z njim. A obstaja. Obstaja tudi Ferrari 312T6, kateri je prišel na svet leta 1977. Sedaj boste rekli, kako 77-ga? Če 80-ga smo imeli C5. Seveda, njemu so nataknili dve prednji kolesi na vsako stran zadnje osi, tako da je bil neke vrste šestkolesnik in zato so ga poimenovali T6. Imamo ogromno takih zanimivosti vezanih na zgodovino Formule 1 in vezanih na poznavanja imen in zakaj določene številke ali določene črke ni. Poznamo na primer Lotus 102C. Lotus 102C, rekli boste, kaj je sploh Lotus 102, to je zanimiv bolid Formule 1, kateri je preizkušal na začetku 90-ih let izsuzujev motor V12, nekaj, kar nikoli nismo videli v Formule 1, a je obstajalo. No, in čeprav se lahko zdi ta sistem poimenovanja bolidov Formule 1 nekomu samo neko trivialno znanje, dobro za neka vprašanja med navdušenci, kdo več zna, je zanimivo prav zaradi tega, ker odkrivamo te bolide, ki jih nikoli nismo videli v živo in lahko jih nikoli ne bomo, a so obstajali. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.